Pozdravljeni, moje ime je Tomaž Gorec. Tema današnjega videoposnetka so novoletne zaobljube. Zakaj si zapisati novoletne zaobljube, sem povedal že v enem videoposnetku, ki si ga lahko pogledate. Povezavo najdete v opisu tega videoposnetka. Danes bom pa konkretno o mojih novoletnih zaobljubah govoril. Kakor sem vam že v tistem prejšnjem videu povedal, jaz vsako leto, to je že, ne vem, 6-7 let, si zapisujem svoje novoletne zaobljube. Zakaj? Ne bom še enkrat razlagal, to si lahko v prejšnjem videoposnetku pogledate. Če z enim stavkom povem, zakaj? Zato, ker se to splača in ker veliko tistega, ki si zapišem, se na koncu uresniči. Letos sem si jaz malo drugače zastavil te novoletne zaobljube. Včasih sem si jih preveč napisal, sem kar malo tekmoval, da bom čim več napisal, čim več. In potem pa seveda ni bilo časa vse narediti in potem je bila malo slaba volja, pa tudi nisem motiviran, Če bi jih manj napisal, bi jih mogoče več na koncu uresničil, Tako da sem rekel, letos ne bom pretiraval, pa bom probal vse čim bolj nekako detaljno analizirati. Mimogrede, te moje novoletne zaobljube lahko preberete tudi na mojem blogu. Povezavo do tega članka najdete spodaj v videoposnetku. Ampak tukaj bom vse povedal, tukaj v tem videoposnetku boste izvedeli še več, kar imam napisano na blogu. No, glejte, moja prva novoletna zaobljuba je, da bom nehal nekatere stvari delati. Se pravi, neke stvari, od katerih nimam koristi, niti nimam veselja, bom pač črtal. Ali bo to mogel narediti kdo od sodelavcev, oziroma to dostikrat niti niso take stvari, ki bi jih kdo v firmi mogel narediti, pač nekaj brez veze delam, od kar nimam nič, pa še v končni fazi me ne veseli. Jaz sicer nisem oseba, ki bi mu denar zelo veliko pomenila, jaz predvsem delam tisto, kar me veseli. Jaz sem zelo slabo osredotočen na zaslužek denarja, ker če bi bil, bi potem delal samo optimizacijo spletnih strani, ker na tem področju sem res dober in sem zato tudi dobro plačan. Ampak jaz se potem še z milijon stvarmi ukvarjam, ki me veselijo. Dobro, se me tudi optimizacija zelo veseli in mi je to neke vrste hobi in ful rad delam. Ampak najrajši delam optimizacije, to, kar delamo zase. Rečemo za spletno stran Lepote Slovenije. Tukaj nimam odzad nobene stranke, lahko vse točno naredim tako, kakor hočem in nimam absolutno nobenih težav, z nobenim se mi ni treba pregovarjati in to jaz zelo rad delam. Tudi tele videoposnetke zelo rad snemam, pa nimam nič od tega. Zdaj so me potrdili tam, da sem pred parem dnevom, da sem YouTubov partner in zaslužim tam 30, 40, 50, 60 centov, ali mislim, da jih je bilo 58 centov na dan, je bilo to zdaj rekordno. Se pravi, od tega ni nič. Ampak glejte, mene to veseli in zato, ker me veseli, to delam. Mene veselijo YouTube, socialna omrežja, optimizacija spletnih strani, vse, kar je povezano z internetom. No, zdaj, kar se te prve zaobljube tiče, je to, da bom nehal delati nekatere stvari, da mi bo več časa ostalo za druge. Brian Tracy je, sem nekje prebral, je rekel, preden začneš delati nekaj novega, moraš opustiti nekaj starega. In tega se bom jaz držal. Potem druga moja novoletna zaobljuba je, po mojem mnenju, zelo, zelo pomembna zame. In to je tudi, vedno si jo zapišem, pa vedno se bolj slabo tega držim.
moram se več rekreirati. Prvič zaradi zdravja, drugič zaradi počutja, tretjič zato, da bom na stara leta še nekako gibljiv, pa da bom nekako, ne vem, da se bom lahko normalno premikal, da se bom normalno oblekel, da bom mogoče še na kakšne pohode šel, kakšne hribe in tako naprej. Tukaj mi je vzor moj oče, ki je star 81 let in on je ko mladenič. On je lansko leto polet, oziroma jesen je bilo, on je celo jesen oberal razno sadje. En dan se spomnim, da je 300 hrušk bral in on to 81 let star pleza po drevesih in tako naprej. Se ne bom rekel, da je to dobro, ker bo pol, pa si bo nekaj zlomil, potem bo pa videl, kako je to, ko se ne pozdrav, ampak drugače mi je oče res, kar se tega tiče, vzor. Jaz vem, recimo, če grem en dan zjutraj teč, jaz vem, da je tisti dan 20-30% bolj produktiven v službi, naredim več, delam z veseljem, lepši dan mi je, lepše življenje, tako da rekreacija je super. In tudi jaz, kadar grem, ampak žal grem zelo redko, grem na rekreacijo zjutraj, pred službo. In jaz, ko sem na rekreaciji, ponavadi še psičko vzamem, si rečem, pa koliko je to luštno, zakaj ne grem jaz večkrat. Ampak naslednji dan že ne grem. Imam neki izgovor, pride že ob 8 stranka, pa moram prej še malo pripraviti se, pa to in tako naprej. V glavnem, poln izgovorov sem, mi jih ne zmanjka, tako da bom rekel, tale rekreacija mi je res izredno pomembna, ker zdravje je samo eno, ki ga imamo in želim se dobro počutiti, želim biti zdrav, želim tudi kakšno kilico shujšati in to rekreacija vse pomaga. Tudi počutje, koliko je boljše, ne. Enkrat sem bil na enem seminarju, je bil en psihoterapevt predaval in je rekel, najboljše zdravilo za depresijo, ne vem, osamljenost, da smo slabe volje in tako naprej, da smo neproduktivni, je telesna aktivnost. In jaz se tu strinjam. Zdaj, ko imam kakšne hude probleme, take, bom rekel, v službi ali pa v končni fazi tudi v zasebnem življenju, čeprav zasebnega življenja imam bolj malo, je bolj vse skupaj sam služba, če je res hudo, takrat si rečem, grem teč ali pa na kolo in te problemi bojo vsaj za polovico manjši. Tako da to je moja druga točka. Moja tretja točka je to, da bom začel moje storitve malo dražje zaračunavati. Jaz se z mojo konkurenco zelo dobro razumem, sodelujemo, ker delam tudi na takem področju, ker moramo sodelovati, ker optimizacija spletnih strani je zelo široka zadeva in ni noben toliko pameten, da bi sam vse pogruntal, tako da sodelujemo, se poznamo, smo prijatelji, celo kdaj na kakšen izlet skupaj gremo in vsa konkurenca mi govori, da delam prepoceni, da sem, ne vem, celo pol cenejši kot oni in tako naprej. Ne vem, zakaj imam jaz take cene, ampak glejte, majčkeno jih bom zvišal, zato ker mislim, da sem na tem področju in jaz in tudi moji sodelavci, da smo na tem področju strokovnjaki. Mislim, da bi imeli celo lahko višje cene, kakor ostali, imamo pa bistveno nižje, tako da to bom naredil, pa pač prepričan sem, da za to ne bo nič manj strank. Pa tudi kar se strank tiče, nekje sem prebral, da če bi vsako podjetje 20 najslabših strank črtalo iz svojega seznama, se pravi, da bi jim rekli, lejte, mi za vas ne želimo več delati, bi na koncu imeli poslovno leto bolj uspešno. Zato, ker tistih 20
najslabših strank ti jemlje samo čas, potem je vmes pač vse bi radi imeli, plačali ne bi skoraj nič, potem je še kakšen neplačnik vmes in to je res verjetno pametno, da sama začnem stranke zbirati. Zdaj dobim tudi kakšno tako stranko, ki pol ona mene uči, kako je treba optimizacijo delati. To je približno tako, ko grem jaz zobarju, da mi bo plombo zamenjal, pa da bi jaz njega učil, kako naj mi on plombo zamenja. Tistega zobarja, ki ga imam jaz, pa sem sicer zelo zadovoljen z njemu, vem, da bi me urad sunil in bi rekel, ti nikoli več pridati. Seveda, on si to lahko privošči, ker strank ima, kakor hočeš. Jaz pa tudi glede na to, da sem dober na tem področju, bom pa tudi malo tako začel delati. Malo bom cene zvišal, pa tudi ne bom pol cele dneve delal. Jaz zdaj delam cele dneve, ne vem, drugače gre v mojem podjetju in tem, ker sem tudi solastnik, kar dober. Ampak zdaj, če jaz računam, kakor tu delam, niti tako super nisem jaz na uro plačan, kakor bi kdo mislil, ker delam res veliko. Glejte, tale video, ki snemam, sicer res je tole hobi, evo, glejte, zdajle je ura 22:55, pa še ne mislim zaključiti, bom še nekaj časa snemal. No, potem četrta moja novoodletna zaobljuba je ta, da bom majčkeno več na življenje dal. Se pravi, moja velika želja je, kar je tudi veliko veselje, da bi pač postal neki, bom rekel, vsaj srednje prepoznan youtuber. Moja tema bojo predvsem potovanja, neki podjetništvo, pa tudi na splošno moje življenje, zdaj, prej, pač vse živo, pač kar bo ljudi zanimalo, bom tudi na svete ljudi upošteval. Tako da, če imate kaj takega, ki bi radi od mene slišali, vpišite spodaj v komentar, me prav zanima, kaj vas zanima in bom potem tudi video posnetke na to temo pripravil. No, v glavnem, jaz si želim, rečemo, potovati, ampak to ne pomeni, da ne bom nič delal. Jaz bi rad ta potovanja, da mi je to biznis. Jaz, glede na to, pač jaz se zelo dobro poznam internet, spremljam razne blogerje, youtuberje in tako naprej. In to vem, da eni ogromno z tega zaslužijo. Jaz tudi glede na to, da se poznam zelo dobro na socialna omrežja, optimizacijo spletnih strani, bi to tudi lahko tukaj izkoristil, pa bi, ne vem, pisal neki popotniški blog, sicer bi to moglo biti v angleškem jeziku, bi prišel na visoke pozicije v Googlu in potem imaš obisk, dobiš nekaj od oglasov, dobiš nekaj sponzoriranih člankov in tako naprej. Poznam veliko teh travel blogerjev, ki jih spremljam, ki ful dobro zaslužijo. To ne govorimo o znesku 1000–5000 evrov na mesec, ampak bistveno več. Sicer res nimam takih velikih ciljev, jaz tam, da se preživim, rečemo, sicer, lejte, zmeraj hočemo biti čim boljši. Jaz bi mu želel tudi več zaslužiti, ampak ne zaradi denarja, bolj zato, ker ti to potem pove, da pač si na pravi poti in da delaš dobro. Tako da jaz bi rad potoval po svetu, snemal video posnetke za YouTube, snemal, slikal, objavljal te video posnetke na YouTubeu, slike na Instagramu, Facebooku, pisal blog, mogoče kakšno knjigo na to temo napisal in s tem zaslužil in da bi se pač s tem preživel. Potem 6. točka je, rad bi ustanovil eno dobrodelno društvo. Zakaj bi rad to naredil? Lejte, to bi rad naredil zato, ker sem javil zelo veliko ljudi, ki bi radi nekaj delali, nimajo možnosti,
nimajo znanja, nimajo nekega začetnega kapitala, ali se mal ne znajdejo, ali kakorkoli. In jaz že zdaj velikim ljudem pomagam nekako po svojih močeh. Takmu, ki vidim, da rad dela, mu jaz izredno, ki vidim, da je priden, mu izredno rad pomagam. Tudi zato sem se odločil, recimo, ena znanka mi je pred kakšnim letom pisala, če imam kakšno službo za njo, ne. Ma pa cel kup zdravstvenih težav, se mi punca zelo smili, ne. Ampak glejte, tudi nekako je tudi ne vem koliko procentna invalidka in tako naprej. In glejte, nismo mi neka velika firma, mislim, jaz se jo ne upam zaposliti. Čeprav bi je zelo rad, bi ji kako pomagal. In ta punca je doma. Doma nič ne dela, glejte, potem še v kakšno depresijo padeš. In jaz bi rad ustanovil dobrodelno društvo, katerega moto bi bil, da bomo ljudi naučili nekih znanj, da bojo lažje službo dobili, oziroma mogoče kakšno delo v okviru društva. Ker društvo bi tudi lahko nekaj delal, pa te storitve prodajal drugim podjetjem. Mislim, ne me zdaj to držati za besedo, če sem mogoče kaj nezakonitega povedal. Mimogrede naj povem, ne, da ta društvo ne želim ustanoviti sam, ampak želim dobiti zraven še neke ljudi, ki bojo tudi zraven. Zelo bi si želeli zraven nekoga, ki ima majčkeno znanja z tega področja zakonov, da bi to, kar sem zdaj omenil, ne, da bi tukaj člani tega društva nekaj delali, pa da bi društvo prodajalo te storitve drugim podjetjem. Društvo bi pa potem tem ljudem, ki bi to delali, dejansko izplačalo. Glejte, tako podjetje, kot je naše, ki se ukvarja z optimizacijo spletnih strani, mi rabimo za optimizacijo zelo veliko člankov. In za nas kar nekaj ljudi piše te članke. In zakaj ne bi taki ljudje, glejte, ta moja znanka brez težav bi pisala, jo toliko poznam, odlično bi pisala. Ampak, glejte, jaz zdaj zaposliti jo ne upam se in glejte, namesto da bi nekaj dal, pa ji ne morem dati. To je, recimo, zato bi rad ta društvo, pa tudi te ljudi bi rad izobraževal. Bi imeli seminarje, bi dobili neke predavatelje z vseh področji, ne vem, tudi kakšni uspešni podjetniki bi prišli predavati in tako naprej. Glejte, v tem dobrodelnem društvu bom tudi v enem drugem videoposnetku več povedal, da ne bom predolg pri teh novoletnih zaobljubah. Potem sem tudi razmišljal, da bi odprl še eno podjetje, ki bi se ukvarjal z istimi stvarmi, kot se ukvarjamo sedaj. Se pravi, to je optimizacija spletnih strani, izdelava spletnih strani, vse vrste oglaševanja na internetu, ampak to podjetje bi odprl v Ljubljani, ker vsi pravijo, da pač firmo moraš imeti v Ljubljani, da v Ljubljani se biznis dela. Jaz zdaj ne vem, ali je to res ali ni, ampak tako pravijo. Pa to podjetje bi ustanovil še z nekim 3 ali 4 ali mogoče celo 5 osebam, ki bi potem dejansko delali v tem podjetju. Tako da nas bi bilo 4 do 5 solastnikov, ker jaz sem mnenja, da pač tisti, ki v svojem podjetju dela, bo bolj zagret za delo, več bo naredil, bolj bo razmišljal, kaj. Tako da se mi to super zdi. Glejte, v našem podjetju že imamo znanje, imamo stranke, mi imamo več strank, kar jih lahko obdelamo, tako da sem prepričan, da to novo podjetje bi dobro delalo.
Potem sem tudi razmišljal pred parimi leti, oziroma to bo zdaj 5 let nazaj že, smo imeli v našem podjetju neko tako imenovano sanjsko službo. To sanjsko službo je dobila ena punca, Tamara iz Laškega, in je z mano šla na Filipine. Nekaj podobnega sem malo mislim narediti tudi letos. To iz preprostega razloga, da bomo za naše podjetje mogoče na ta način dobili kakšen zelo dober kader. Več o tem si tudi preberite v teh novoletnih zaobljubah na mojem blogu, katerega link najdete na strani. Je pa to bila samo ideja, novoletna zaobljuba, ne vem pa še čisto točne detajle. To bom še malo kasneje napisal. No, potem pa še zadnja stvar, ki sem si dal za novoletno zaobljubo, je pa ta, da se bom potrudil, da bi za naše podjetje dobili kakšna nepovratna sredstva. Namreč, glejte, jaz sem letos spoznal vsaj 10 ljudi, ki so dobili od 30.000 pa celo do 300.000 evrov nepovratnih sredstev. Jaz nisem še nikoli nič dobil in mogoče je to moja napaka, da sem cele dneve za računalnikom pa delam, namesto da bi takole kje dobil, ne vem. Kaj čez 300.000 evrov, to je preveč. Veste, kakšen projekt super mi naredimo v našem podjetju, če nam dajo 30.000 evrov subvencij ali pa 50.000, sej to se sploh porabiti ne da. Tako da, to je pa moja zadnja zaobljuba, tako da naredite si zaobljube tudi vi. Če vam je bil ta video všeč, dajte mi like, naročite se na moj YouTube kanal, kliknite tisti rdeč gumb, kjer piše naroči. Če vam ni bil všeč, dajte dislike, toliko da vem, napišite kakšen komentar. Tako da, hvala za pozornost. Zapišite si pa tudi vi vaše novoletne zaobljube. Boste videli, da se to splača. Lep pozdrav!